Torej, ja, lep pozdrav z moje strani, jaz sem Simona Klemenčič, sem klinična psihologinja, tako da iz kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes pa bolezni presnove. In danes vam bi rada malo povedala o psiholoških vidikih, predvsem o tistih trendih, kako psihologija lahko in naša znanja prispevajo k temu pri obvladovanju debelosti. Najprej sem pripravila en takle slajd, ki ga bomo zdajle v detajle pogledali. Ne, hecam se, ampak to so dejavniki, ki so v bistvu različnih vedenj, ki so povezani z debelostjo pri otrocih pa mladostnikih in vidimo, koliko so kompleksni, koliko jih je veliko, in je težko v njih govoriti v enem takem kratkem času. Zato bom jaz zelo na kratko povzela samo tiste, ki so najbolj pomembni. Ne morem iti na intervence, brez da se spomnimo, kako je lahko debelost pri otrocih pa mladostnikih povezana s čustvenimi motnjami, da kar skoraj 40% otrok z debelostjo tudi dosega kriterije za depresijo ali pa anksioznost. Številni imajo slabo samopodobo, nizko samospoštovanje in to vpliva tudi na njihovo samopoškodbeno in suicidalno vedenje. Pri otrocih z debelostjo je kar 5-krat večje tveganje za motnje hranjenja in več kot 40% vidimo tudi prisotnost za kompulzivno hranjenje. Velika je sopojavnost razvojno-nevroloških motenj, predvsem ADHD-ja in avtizma, pa tudi vedenjskih težav. Vidimo razlike pri otrocih z debelostjo tudi pri spoznavnih sposobnostih, tako recimo vidimo, da obstajajo dejansko, to so raziskave sicer bolj na odraslih, ampak dejansko obstajajo neke nevrobiološke razlike v možganih, predvsem pri tistih delih, ki so zadolženi za hranjenje in nagrajevanje, pa pri tistih delih možganov, ki so zadolženi za samoregulacijo. Danes ste zagotovo že omenili socialno-ekonomski status. Zelo pomembna je družinska dinamika, saj vemo, da starši vplivajo na otrokovo hranjenje in gibanje tako prek modelnega učenja kot prek njegovega stila vzgajanja. In vemo, kako lahko sama debelost zaplete medosebne odnose in sicer pogosto so stigmatizirani, imajo manj tesnih prijateljstev in večkrat so žal tarča medvrstniškega nasilja. Tukaj sem samo za opomnik dala še tole slikco tega piščančka z jajčkom, ker mi dostikrat ne vemo, kaj od tega je osnova, kaj prej sproži, ali te številne težave, ki jih tukaj navajam, lahko prispevajo k temu, da se debelost ojačuje in hkrati, da sama debelost prispeva k ojačevanju tukaj napisanih težav, bi lahko rekli, da kar velja za vse. Kaj pol iz tega, vidimo smo, koliko je teh psiholoških težav, tako da nujna je neka preventiva in ustrezne intervence, Zdaj pa kaj vemo, da je pa spreminjanje življenjskih navad pa zares v resnici en tak zelo težek proces, ker se ga tudi odrasli težko lotimo. In tukaj gre namreč za res eno ustvarjanje takih novih navad in to, ko ustvarjamo nove navade, dejansko pomeni, da mi ustvarjamo neke nove možganske poti. Vemo tudi, da je motivacija, ko se mi enkrat odločimo za spremembo, strašno nihajoča. Da tudi, če smo na začetku zelo odločeni, da bomo nekaj spremenili, je potem v vsakdanjem življenju to zelo težko, saj moramo vsak dan na novo iskati te motivacije, zakaj se mi ne bomo odzvali na neke notranje impulze, zato da bomo dosegli en dolgoročni cilj. In bolj kot smo utrujeni, bolj kot imamo negativen vpliv okolja, nek nestabilen notranji svet, nestabilno čustvovanje ali pa notranje doživljanje, toliko težje je vzdrževati to motivacijo in sledenje nekim dolgoročnim in zelo v bistvu precej v prihodnost oddaljenim ciljem. Se pravi, vemo, da mora biti timska obravnava debelosti, ampak kako lahko pa psihologi s svojimi pristopi, kateri so tisti dokazi podprti psihološki pristopi, ki lahko pomagajo k neki obravnavi debelosti. Zdaj, med nekimi najbolj podprtimi psihološkimi dokazi je recimo kognitivno-vedenjska terapija, ki ne bi predvsem v kombinaciji s tradicionalnimi programi vodila v neko izgubo teže, ampak tukaj imamo recimo eno raziskavo,
kjer so gledali samo udeležence vključene v kognitivno-vedenjsko terapijo, ki sta pa jo izvajala izkušena vedensko-kognitivna terapevta z večletnimi izkušnjami in bila sta tudi vključena v proces supervizije, se pravi, to je bila res taka kvalitetna, randomizirana, kontrolirana študija in tukaj se vidi, da je 6 srečanj za mladostnike in 2 srečanja za starše, ki sta temeljila pač na tehnikah vedensko-kognitivne terapije, dejansko rezultirala v tem, da so imeli udeleženci na koncu programa številne pozitivne učinke, v smislu, da so spremenili prehrano, so pojedli več sadja pa zelenjave pa manj prigrizkov, da so bili bolj telesno aktivni in tudi zmanjšali so še razmerje, obseg pasu, zmanjšali so razmerje pas boki, pa zmanjšal se je indeks telesne mase. Seveda so zraven pa tudi ugotavljali izboljšanje zdravja in kakovosti življenja ob vsem tem. Zdaj, to je ena od študij, zdaj študij, ki poročujejo učinkovitost kognitivno-vedenskih tehnik ali pa terapij, je velika, tule sem samo za primer dala, vem, da tega ne vidite, ampak tako, so določene študije, tele zeleno, ko imajo pozitivne učinke, so tudi kakšne, ki ne vplivajo, ne kažejo toliko dobrih rezultatov, kot bi si želeli. Zato recimo nam je povedan tale sistematičen pregled pa metaanaliza, ki sta iz leta 2023, kjer so se najprej vprašali, katere so tiste psihološke intervence, ki so bile pa do zdaj največkrat uporabljene. Pokazalo se je, da so našli približno 54 študij, ki so bile randomizirane in večino so bili starši vključeni oziroma cela družina. Kaj se je izkazalo v teh študijah, da so bile največkrat uporabljene bodisi vedensko-kognitivne oziroma kognitivno-vedenske intervence ali pa motivacijski intervju. Pri tem so videli prednost kognitivno-vedenskih intervenc, da so take dobre in zdrave, vsebuje take dobre pa veščine za vzdrževanje zdrave telesne teže, da zelo dobro vplivajo na posameznikovo samopodobo in da so kot samostojna intervenca pa manj učinkoviti. Pri čemer se je motivacijski intervju izkazal tudi za zelo učinkovitega, ker posameznik pri tem ciljamo na to, da sam pri sebi prepozna, kaj so tiste notranje njegove vrednote, zakaj se želi spremeniti in kaj je tista glavna sprememba. In žal pa je bila negativna stvar motivacijskega intervjuja ta, da zahteva individualen pristop, kar je pa v bistvu, kadar se z nekim takim širokim problemom soočamo, kar izziv. Katere so bile tiste, ki so bile tudi najbolj učinkovite od preučenih intervenc, našli so 30 kvalitetnih raziskav in ugotovili so zmeren učinek vedensko-kognitivnih tehnik na obseg pasu, pa zmeren učinek motivacijskega intervjuja na indeks telesne mase. Zdaj, to ni nekaj najbolj, kar si bi želeli, ampak je pa nekaj, predvsem pa, kaj pa smo videli pri tem, kako pa imajo potem takšne intervence vpliv, se pravi neke skupne tudi, če vključujejo poleg prehrane, gibanja pa vedenja, tudi kakšen imajo vpliv na mentalno zdravje, te pa se je izkazalo, da so zelo pozitivni učinki, se pravi vse, kar delamo takih sprememb življenjskega sloga vezanih intervenc, to zelo vpliva na zmanjšanje tesnobe, depresije in močno izboljša kakovost življenja pri otrocih in mladostnikih. In v tej metaanalitični raziskavi, ki so to proučevali, so predvsem poudarjali spet ponovno pomen nekega celostnega pristopa, da se pri obravnavi otrok pa mladostnikov res vključuje tako telesna aktivnost, prehrana, pa tudi ti neki vedenjski pristopi,
iz psihološkega sveta. No, katere so recimo tiste tehnike, ko govorimo o kognitivni vedenjski obravnavi, kaj je tisto, kar nam lahko pomaga, kaj je to? To so različne tehnike, ni posamezna tehnika in na različne načine jih lahko uvrščamo noter v neke programe. Od tega, da nas učijo teorija postavljanja ciljev, načrtovanja obrokov in telesne dejavnosti, do tega, kako beležimo in potem nadzorujemo neke stvari. Predvsem pa iz mojega pogleda so pa najbolj bistvene tudi te, ko otroke in starše učimo, kdaj ima hrana funkcijo nekega dejansko zadovoljitve nekih fizičnih potreb in kdaj prevzame hrana drugačne funkcije v smislu nagrajevanja, tolažbe in na tak način. Se pravi, učiti posameznike, da to prepoznajo, da se naučijo tehnik, kako te neustrezne načine uporabe lakote potem lahko spremeniti, s kakšnimi bolj ustreznimi načini jih zamenjati in kako v bistvu preusmerjati pa tu misli takrat, kadar so stvari težke, reševati probleme na zdrav način in tako naprej. Mogoče tudi rekonstruirati tiste neke naše misli, ki nam pa ne služijo, neka prepričanja, ki niso funkcionalna in nam ne pridejo prav. Tako da, če lahko povzamem, tukaj vidimo, da je res smiselna timska obravnava in da psihološki pristopi so dejansko učinkoviti le, kot so integrirani v celostne pristope. In mislim, da smo tudi mi v Sloveniji tukaj naredili tako dobro, ker smo ta psihološki del uvrstili v to celostno obravnavo pri družinski obravnavi za zdrav življenjski slog. Bi pa poudarila, da je tudi zelo ključno, da nujno vključujemo starše pa celo družino, da, kaj še vidijo raziskave, da so pomembna kontinuirana obravnava, se pravi tudi tako kot zdravila, tudi te tehnike in to znanje, kar učimo otroke in starše, ni nekaj, kar bi dozirali v eni dozi, ampak je potrebno večkrat, da slišijo, večkrat, da se obravnavajo in da je zelo ključna zgodnja obravnava in preventiva. Nekako moramo opozoriti še ta del, da moramo, in kar opozarjajo tudi članki, da moramo ohraniti pozornost na motnje hranjenja, ker jih lahko včasih z nekimi pristopi tudi celo spodbudimo. Zato je pomembno, da sproti preverjamo, kako so posamezniki slišali in razumeli naše intervencije in na kak način jih implementirajo v svoje življenje. Tako da, kaj so recimo še eni taki z dokazi podprti programi, ki obstajajo in vključujejo, tako kot naša družinska obravnava, tudi psihološke tehnike, tukaj sem jih nekaj naštela, jih je zelo veliko. Kaj pa se mi je zdelo zelo zanimivo, zato sem dala tudi to sliko, da veliko teh programov cilja tudi že na predšolske otroke, kar 3 od tehle, tako da tukaj mogoče vidim še priložnost tudi pri nas, v Sloveniji, da lahko začnemo tudi o tem razmišljati. Eden od takih programov je recimo Do It, kratico ima MENT, ki je zelo dobro objavljen in ima zelo dobre rezultate na številnih področjih, predvsem ne toliko kratkoročne, predvsem ima tudi dolgoročne, da se tudi po 6 mesecih spremembe obdržijo. Zelo mi je všeč, ker imajo tudi tako, so zelo podprti z številnimi materiali, kar je lahko tudi vizija za naše programe nekoč v prihodnosti. Recimo ta program teče v 7 državah, pa ima prek 30 objav. En tak podoben program je pa tudi, ki ga je razvila Yale University, in tudi poleg telesne prehrane, vadbe in starševstva tudi naslavlja tehnike za spremembe vedenja, in ima podobno tako zelo dobre rezultate, ima pa predvsem vsi ti programi imajo nekako največje izzive na tem, kako jih implementirati širše. Ker govorimo o trendih, sem se malo vprašala, kam še lahko gremo, kam lahko gremo še poleg kognitivno-vedenjske. Vemo, da starše moramo vključevati, da moramo biti pozorni na družinske intervencije.
kaj od tega nam potem še preostane, kam lahko gremo. Ena od takih terapevtskih smeri psiholoških je terapija sprejemanja in predanosti, to je tretji val vedenjsko-kognitivne terapije, ki se ukvarja predvsem s tem, kako zdržati s svojimi občutki, s čuječnostjo in tako. Tukaj so začetki raziskav, zaenkrat so stopnje dokazov zelo nizke še, ker je bilo premalo udeležencev zaenkrat pri mlajših, ampak kažejo pa se neke predvsem, mogoče ne tako direktne povezave na telesno težo, ampak predvsem na to, da se vedejo drugače, da imajo drugačne odnose do hrane in tako.